Dober dan, drage sodelavke in sodelavci. Naprosili so me, da bi vam danes nekaj povedal o dveh novih izdelkih Forever Livinga in bi najprej začel z izdelkom Forever Focus. Gre namreč za zelo posodobljen izdelek, ki je postal nadomestilo Ginka Plus. Mislim, da po sestavi celo veliko boljši, bolj sodoben in bolj primeren današnjemu času. Za izvlečke raznih zdravilnih rastlin in drugih in vitaminov, mineralov in podobnih snovi, ki so v naših izdelkih, je značilno, da so plod dela številnih strokovnjakov Forever Livinga, da se vsako leto posodabljajo in sledijo trendom najnovejših raziskav na področju nutricionistike. V fokusu je nekaj novih zdravilnih učinkovin in sicer je zelo zanimiv izvleček listov zelenega čaja. Za čaj verjetno vsi veste, da vsebuje kofein, vsebuje tudi številne karotenoide, veliko vitamina C, minerale kot je krom, magnezij, selen, cink in za zeleni čaj je značilno, da vsebuje veliko fluorida. Blago spodbuja delovanje centralnega živčnega sistema in poveča zgorevanje maščob v telesu, zmanjšuje pa tudi tveganje za nastanek rakavih bolezni. Verjetno ne veste, da zeleni čaj je sveže pobran čaj z zelo malo časa na zraku, da bi listi zoksidirali. Njegov fermentirani produkt pa je tako zvani črni čaj ali indijski čaj. Spravi gre za liste iste rastline. No, naslednja zdravilna rastlina, ki jo v fokus vsebuje, je Bacopa monnieri. Vemo, da njeni izvlečki podpirajo koncentracijo in spomin, izboljšajo mikrocirkulacijo in pripomorejo zato k boljšemu delovanju možganov. Fokus vsebuje tudi L-tirozin, to je neesencialna aminokislina, ki je tudi predhodna sestavina nevrotransmiterjev ali prenašalcev signala v možganih, kot je dopamin in norepinefrin, in pa tudi je sestavina tiroksina, to se pravi hormona ščitnice. Zelo zanimiva snov, ki je povsem nova, tukaj v fokusu je citikolin ali kognizin. To je snov, ki se v prebavilih razgradi in tisti produkt, ki ga organizem lahko uporabi, je holin. Holin pa je sestavni del acetilholina, to je glavni nevrotransmiter v možganih, ki pomaga pri prenosu kemično-električnega impulza po možganih. V prebavilih se kognizin zelo dobro resorbira, preko 90% je biorazpoložljivega in je to ena od pomembnih lastnosti, ki jo ta snov ima. Se pravi, da kognizin izboljša pozornost, osredotočenost ali fokusiranje na problem in pa sposobnost učenja. Fokus vsebuje tudi izvleček rožnega korena, guarane, za katero tudi veste, da vsebuje kofein, in pa izvleček iz listov ginka, o katerem ne bi veliko govoril, ker o ginku smo veliko že slišali. Zapomnimo si samo, da že preko 1000 let velja za tako zvano pametno rastlino, ker pač premaga utrujenost in izčrpanost, pantotensko kislina in cink, vitamini B6 in B12, ki so pa tukaj še zraven dodani, pa to še izboljšajo. Se pravi, da fokus po svoji sestavi bi bil kot nalašč za športnike, študente, različne strokovnjake in pa seveda vse aktivne starostnike oziroma vse tiste, ki bi to želeli postati. Ostanite zbrani, ostanite osredotočeni in fokus vam pri tem prav gotovo lahko pomaga. Če povzamemo, namenjen je torej vsem, ki želijo ohraniti dobro duševno zdravje, zbranost, osredotočenost in zmanjšati vplive stresa. Cilja torej na aktivno prebivalstvo, na športnike in ljudi s psihično napornim delom in aktivne starostnike.
Ker se pri nas in v razvitem svetu upokojevanje pomika v pozna 65 leta starosti in smo vpeti med službene in družinske obveznosti, je fizičnih aktivnosti vse manj, če se zanje posebej ne potrudimo. Problem postaja torej staranje prebivalstva. Napoved je, da bo do leta 2050 več kot 60% starejših ljudi od 65 let. Staranje prinaša veliko telesnih tegob, predvsem pa pogost upad tako imenovanih kognitivnih sposobnosti in s tem odvisnost od drugih oseb in nastanek zgodnje demence. Pa povejmo nekaj o tem, kaj so kognitivne sposobnosti, ker se o tem veliko govori. Gre za funkcije spomina, govora, sposobnost branja, bralnega razumevanja, pisanje, računanje, koncentracijo, motivacijo, pozornost, natančnost, procesiranje informacij in tako naprej. Upad kognitivnih funkcij začnemo opažati najpogosteje pri funkcijah spomina. Vendar je treba poudariti, da pozabljivost še ne pomeni demence. Če na primer pogosto pozabite, kje ste pustili ključe, to še ne pomeni, da ste dementni. Če imate ključ v roki in ne veste, kako bi ga uporabili, ali pa ne poznate denarja, ki ga imate v rokah, je zgodba že drugačna. Seveda, pozabljivost kaže na neko drugo motnjo, to je motnja pozornosti, ki je zelo povezana z našo energetsko opremljenostjo, telesnim zdravjem, higieno spavanja in tako naprej. Prav gotovo se nam vsem občasno dogodi kakšen neprijeten dogodek iz področja kognitivnih motenj, ki v nas zaseje strah pred resno boleznijo. Še posebej je pri nas v Sloveniji moteča stigmatizacija pred pregledi pri psihiatrih, ki se profesionalno ukvarjajo s kognitivnimi motnjami, češ saj nisem nor. Veliko ljudi namreč pomoč poišče prepozno. Zdravila upočasnijo napredovanje bolezni, če jih pričnemo uporabljati dovolj zgodaj. Kognitivne motnje so problem razvitega sveta, saj so povezane z naraščanjem populacije starostnikov. Že od davnine naprej so ljudje iskali zdravila za tovrstne težave. Kitajska medicina, ajurveda in druge so izkustveno uporabljale različne zeli za lajšanje težav. Danes te snovi spadajo v področje prehranskih dopolnil in jih ne moremo šteti za zdravila. Lahko pa jih seveda uporabimo v preventivi, v vsakodnevni rabi, kadar imamo težave, ki bi lahko vodile v nastanek bolezni, ali opravljamo delo, ki zahteva od nas veliko psihičnega napora, se ukvarjamo športom in nam manjka motivacije, želimo ohraniti aktivno starost, imamo družinsko obremenjeno zgodnjo demenco in še bi lahko naštevali. Forever Focus torej prihaja k nam v pravem času. Je edinstvena mešanica izvlečkov zdravilnih rastlin, vitaminov in mineralov, ki nam pomagajo ohraniti umsko zmogljivost in nas ščitijo pred vplivi stresa. Gre torej za izvlečke rožnega korena, bakope zelenega čaja, hupercije iz rodu lisičjakov, guarane, ginka, vitaminov B6 in B12, patotenske kisline, cinka, L-tirozina in kognizina. Sestava je uravnotežena na dober medsebojni učinek naštetih snovi. Poudaril bi rad, da Forever Focus ni zdravilo. Pripomore pa k optimalnemu delovanju možganov in pomaga ohranjati kognitivne sposobnosti. Priporočen odmerek je 4 kapsule zjutraj med jedjo. Kapsule je treba pogoltniti cele, saj je vsebina neprijetnega okusa. Če kapsule odpiramo, se zmanjša tudi njihov učinek. Večerni odmerek odsvetujem, saj Fokus spodbuja budnost. Jemanje kapsul zvečer je zelo priporočljivo pri ljudeh, ki delajo ali se učijo po noči, pred nočnimi vožnjami ali pred družabnimi nočnimi dogodki. Seveda Fokus odsvetujem nosečnicam, previdna uporaba pa je potrebna pri slabo zdravljenem visokem krvnem tlaku in pri jemanju zdravil za zdravljenje duševnih bolezni.
Rad bi upozoril tudi, da Fokus ni veganski ali vegetarijanski izdelek. No, pa si poglejmo še nekaj dejstev o novem izdelku iVision. Gre za posodobljen Vision. Kot velja za prvi izdelek, je spet dodano nekaj novih stvari, ki so po raziskavah tiste, ki pomagajo pri izboljšanju delovanja oči in zmanjšanju posledic raznih bolezni in oksidativnega stresa. Sestavine iVisiona so zelo zanimive. Gre za dva izvlečka iz ognjiča, iz cvetov ognjiča, to je tako zvani Tagetes erecta. Gre za lutein in zeaksantin. To so močni antioksidanti, ki izplavljajo tako zvane proste radikale, ščitijo predvsem mrežnico in žilnico, to je na zadnjem polu oči, se pravi, gre za tisti del oči, ki nima z optičnim prenašanjem svetlobe nobene vloge. Gre za tisti del oči, kjer mi svetlobo zaznavamo, se pravi, svetlobni impuls se spreminja v kemičnega, ta pa potem v električnega in se prenaša v naše možgane. Gre za zelo nežne strukture znotraj očesa, ki so zelo dovzetne za razne bolezenske spremembe. In seveda te spremembe, ki nastajajo na zadnjem očesnem polu, bodisi na mrežnici ali žilnici, so nepopravljive, dokončno vodijo v slepoto. Mi lahko dobro popravljamo optične dele oči, kot je roženica in leča, ostalo pa je zelo slabo dosegljivo raznim načinom zdravljenja. Prehranska dopolnila igrajo tukaj pomembno vlogo. Z nekaterimi novimi načini zdravljenja oči se seveda stvari dajo zaustaviti, vendar pa pozdraviti čisto pa nikoli več, kadar do sprememb pride. No, poleg ekstraktov oziroma izvlečkov iz ognjiča je tukaj še izvleček iz borovnice. Za borovnico vemo, da vsebuje antocianide, ki imajo tudi zelo dobre antioksidativne lastnosti in se že dolgo uporabljajo pri težavah z očmi. Dodatno seveda izboljša težave z motnjami na zadnjem očesnem polu tudi vitamin C, ker je tudi zelo močen antioksidant, potem vitamin D in E. Namreč vitamin E je močen antioksidant, zavira delovanje prostih radikalov in seveda tudi ščiti ožilje, ki je tukaj, ta mikrocirkulacija znotraj očesa je izredno pomembna pri delovanju žil, ki sestavljajo mrežnico. Cink je tudi pomemben vir za izgradnjo encimov, ki so potrebni potem za obnovo celic, ki nam pomagajo, da se nekateri deli lahko obnovijo, kot so žilne stene in podobno. No, pomemben pri zdravljenju oči je tudi vitamin A ali beta-karoten. To je najbolj varna oblika v maščobah topnega vitamina A. Ta sodeluje pri delitvi celic, rasti kosti, funkciji vida in uravnavanju odpornosti. Seveda tudi ta je močen antioksidant, ki veže proste radikale in ščiti pred tako zvanim oksidativnim stresom. Pomanjkanje samega vitamina A že lahko povzroči slepoto, zmanjšano odpornost proti okužbam in nepravilnosti pri razvoju nedonošenčka. Vse te snovi, ki jih iVision vsebuje, so pripravljene po visokih standardih, ki jih predpisuje Food and Drug Administration, to se pravi ameriška agencija za hrano in zdravila. Ker se danes veliko govori o oksidativnem stresu, bi vam rad nekaj besed povedal tudi o tem. Nastajanje prostih radikalov in potencialno škodljivih
reaktivnih kisikovih spojin in molekul se v našem telesu dogaja stalno in je torej normalni pojav pri delovanju organizma. Mi brez kisika ne moremo živeti, dihamo zrak, v katerem je tudi kisik in ta seveda nam pomaga preživeti. Seveda pa pri tem, ko mi dihamo kisik, ta kisik sproža tudi nastanek nekih kemičnih snovi, na katere se veže in takrat govorimo o reaktivnih kisikovih spojinah in molekulah. Kadar jih v telesu nastaja več, govorimo o tako zvanem oksidativnem stresu. To je torej vrsta kemičnega stresa. Vsi poznamo izraz stres, kadar mislimo, da gre za psihični stres. Smo napeti, prestrašeni, neodločni in tako naprej. Spravi, stres je lahko tudi kemične narave, stres so lahko tudi zunanji agensi, ne vem, vročina, mraz, tudi razne oblike sevanja. Se pravi, ta oksidativni stres lahko povzroči nastajanje več snovi, kot jih zmore odstraniti ali popraviti naš imunski sistem. S tem lahko postane zelo nevaren, saj naštete snovi reagirajo s sestavinami celic in lahko v njih povzročijo nevarne spremembe. Predvsem se bojimo nastanka mutacij in nastanka rakastih celic. Patološko stanje torej nastopi, ko pride do povečanega nastajanja prostih radikalov in reaktivnih kisikovih spojin ali molekul in ali zmanjšane učinkovitosti antioksidativnih sistemov oziroma po domače povedano oslabljenega imunskega odgovora. Tvorbo teh naštetih škodljivih snovi, prostih radikalov in oksidiranih molekul in spojin povečujejo vsakodnevni psihični stres, kajenje, alkohol, druge droge, ultravijolično sevanje, radioaktivna sevanja, kemikalije, zdravila, virusi in bakterije, pogosta fizična aktivnost brez ustreznih obdobij počitka, številne bolezni, kot so rak, sladkorna bolezen, debelost in tako naprej. Oksidativnemu stresu pripisujejo krivdo za nastanek zgodnjega staranja, ateroskleroze, srčnega infarkta, možganske kapi, Alzheimerjeve bolezni, sladkorne bolezni, rakavih bolezni, sive mrene, kroničnega bronhitisa in še in še in še. V glavnem gre torej za kronične nenalezljive bolezni. Samo oksidativni stres nima samostojnih simptomov ali samostojne klinične slike, ki bi pokazala na njegovo prisotnost v telesu. Prehranska dopolnila, ki vsebujejo veliko snovi z antioksidativnimi lastnostmi, lahko zelo pomagajo pri zmanjševanju oksidativnega stresa, ne morejo pa ga povsem preprečiti. Veliko vlogo pri tem igra tudi naša genetska zasnova, ki se od človeka do človeka zelo razlikuje. In seveda, kako torej z našim iVisionom? iVision je glede na svojo sestavo prehransko dopolnilo, ki s svojo sestavo cilja na uporabnike s težavami z vidom. Sem spadajo vsi slabovidni, vsi obremenjeni z družinsko slabovidnostjo, ljudje s presnovnimi motnjami, kot so zvišan krvni sladkor, zvišane maščobe v krvi in bolniki s številnimi boleznimi, ki vodijo v nastanek retino in makulopatij. Težave povzročajo najpogosteje sladkorna bolezen, bolezni ledvic, ateroskleroza in z njo povezane srčno-žilne bolezni, bolezni možganskega žilja, glavkom oziroma zelena mrena, kot ji rečemo po domače, in še številne druge. Zaradi današnjega načina življenja in v tem času, ko že leto dni živimo v času korona epidemije in veliko delamo od doma in se ne smemo družiti in preživimo ogromno časa pred raznimi ekrani računalnika, televizora ali mobilnih naprav, je seveda ta izdelek primeren za vse. Sestava
je torej pestra, vitamini, minerali in izvlečki, ki so v njem, mu torej zagotavljajo izredne antioksidativne lastnosti. Omejitev pri jemanju iVisiona ni, tudi ni opozorila, da ni primeren za vegane in vegetarijance. Priporočam ga torej vsem, ki danes preživite veliko pred računalniki in pred drugimi ekrani. Želim tudi vsem, da bi se ta epidemija s korono čim prej umirila in vam želim tudi uspešno delo pri Foreverju še naprej, veliko uspeha in veliko zdravja, ki ga boste pridobili tudi z jemanjem naših izdelkov.